Lepo pozdravljeni. V tem posnetku si bomo pogledali obrestno mero, vrednostne papirje in kapitalizacijo. Obrestna mera in vrednostni papirji. Torej, obrestna mera je nekakšno nadomestilo za odrekanje tekoči potrošnji v prid prihodnji potrošnji in nadomestilo za tveganje. Gre za nekakšno ceno uporabe kapitala. Obrestna mera je odvisna od medčasovnih preferenc in nagnjenosti k tveganju. Obrestno mero pogosto uporabljamo v sledeči enačbi: dohodek oziroma znesek iz prvega obdobja pomnožen z 1 plus obrestna mera, in to bo v bistvu znesek, ki ga bomo dobili v naslednjem obdobju. Oziroma, če želimo izračunati znesek iz prvega obdobja, je to znesek iz drugega obdobja deljeno z 1 plus obrestna mera. V primeru, da je obdobje več, moramo seveda ustrezno dati 1 plus obrestna mera na ustrezno stopnjo, se pravi glede na število obdobij. Velja za obe enačbi. Trg kapitala vpliva na trg vrednostnih papirjev z določitvijo obrestne mere. Pri teh je cena posameznega vrednostnega papirja načeloma v splošnem določena z donos vrednostnega papirja skozi obrestna mera oziroma D skozi I. Pa si na hitro pogledamo še graf na desni strani, in sicer graf prikazuje, kaj se zgodi v primeru spremembe obrestne mere. Zdaj, kot lahko vidimo, gre v tem primeru, če pride do povečanja obrestne mere na trgu kapitala, torej pri tem ponavadi pride pri povečanju povpraševanja po kapitalu, pride do dviga obrestne mere, in posledično ta dvig obrestne mere ima vpliv na trg vrednostnih papirjev, kjer se v bistvu poveča ponudba vrednostnih papirjev. Logično, če se poveča povpraševanje po kapitalu, se poveča ponudba vrednostnih papirjev, zato ker povpraševalci po kapitalu izdajo vrednostne papirje. Kot vemo, v splošnem, če se poveča ponudba, se načeloma ob enakem povpraševanju, se pravi povpraševanje ostaja nespremenjeno, cena tega artikla, v tem našem primeru vrednostnega papirja, poveča. V splošnem lahko rečemo, da se torej z dvigom obrestne mere zniža cena vrednostnega papirja. No, zdaj si pa pogledamo vloženi kapital, fiktivni kapital in podjetniški dobiček. Fiktivni kapital označimo s KF in je sestavljen iz ustanoviteljskega dobička in vloženega kapitala. Fiktivni kapital je dejansko prodajna cena podjetja na trgu. Vloženi kapital je kapital, ki ga je podjetnik vložil v podjetje, zato ga imenujemo tudi ustanovitveni kapital, če smo mi ustanovitelji podjetja. Potem pa lahko definiramo še interno stopnjo donosnosti, ki je definirana z enačbo donos skozi kapital oziroma s črko R, kar je enako v bistvu profitni stopnji. Kapital je enak vloženemu kapitalu in pa ta interna stopnja donosnosti kaže na uspeh podjetja. Če je profitna stopnja oziroma interna stopnja donosnosti večja od obrestne mere, pomeni, da je fiktivni kapital večji od vloženega kapitala in da je ustanoviteljski dobiček pozitiven, torej da so ustanovitelji nekaj zaslužili s podjetjem. Kot rečeno, pa lahko definiramo tudi stopnjo podjetniškega dobička kot profitna stopnja minus obrestna mera. Torej, R minus I je stopnja podjetniškega dobička. Ustanoviteljski dobiček v podjetju, pri tem gre za razliko med vrednostjo podjetja na trgu in vloženim kapitalom. Torej, ustanoviteljski dobiček je k fiktivni minus k vloženi. Pri tem moramo še dodatno razlikovati med obveznicami in delnicami. Pri obveznicah gre za dolžniške vrednostne papirje, pri katerih je zahtevana donosnost nižja zaradi nižjega tveganja, pri delnicah pa gre za lastniške vrednostne papirje, kjer je tveganje višje in posledično zahtevana donosnost tudi višja. Na borzah se trguje z vsemi temi vrednostnimi papirji. Borze pa so organiziran trg vrednostnih papirjev, na katerem se s ponudbo in povpraševanjem, ki smo jih videli tudi v prejšnjem grafu, na prejšnji prosojnici, se oblikuje tečaj, ki je cena vrednostnega papirja na podlagi ponudbe in povpraševanja. Na podlagi, se pravi, tečaja pa borze oblikujejo borzne indekse. Na hitro se pogledamo še proces kapitalizacije. Kapitalizacija je postopek diskontiranja bodočih vrednosti toka dohodkov, ki ga bo nek produkcijski faktor dajal v prihodnosti v sedanjost. Torej, želimo pripeljati prihodnje denarne tokove v sedanjost. S tem lahko ugotovimo vrednost tega posameznega produkcijskega faktorja.
Pri tem moramo ločiti ceno uporabe produkcijskega faktorja in ceno produkcijskega faktorja. Torej, ceno uporabe produkcijskega faktorja v bistvu moramo plačati za njegovo uporabo, cena produkcijskega faktorja pa je, koliko bi nas produkcijski faktor stal na trgu. Cena produkcijskega faktorja je definirana s ceno uporabe produkcijskega faktorja deljeno z, obrestno mero, v ravnotežju pa je cena uporabe produkcijskega faktorja določena z vrednostjo njegovega mejnega produkta. Najlepša hvala za pozornost, upam, da ste se kaj naučili in se vidimo v prihodnjih posnetkih. Adijo!